Težko pričakovana 65. mednarodna veslaška regata na Bledu se je pretekli vikend le zgodila. Tekmovanje je potekalo po strogem COVID-19 protokolu, v zaprtem prizorišču in ekipnih mehurčkih ter brez gledalcev. Kljub temu so veslačice in veslači željni tekmovanja prišli v rekordnem številu iz kar 14 držav. Je bilo pa kar, bom rekel, trojno delo, zaradi vseh teh protokolov covidnih. Mogli smo se potruditi, ker ne nazadnje gre za velik mednarodni dogodek, mešanje ljudi, ekip. Tako smo se odločili že aprila, ko smo jo potrdili. Po lanskem odpovedanem svetovnem prvenstvu smo se mogli vrniti na sceno in mislim, da je bilo to ena zelo dobra odločitev. Tudi zdaj ta odziv ekipe je bil izvrsten, tako da jaz ocenjujem to kot zelo dobro. Pač delo je pa delo in mi smo ga kar navajeni. Na tekmovanju so skupaj s spremljevalci zabeležili okoli 800 udeležencev iz 90 reprezentanc. V Srednji Evropi je med tistimi, ki niso del svetovnega pokala, blejska ena izmed večjih regat. Vsekakor je to regata, ki nam krepi letno organizacijsko ekipo, tako da smo usposobljeni potem za tiste še ta velike prireditve, Evropska svetovna prvenstva. Obenem se pa Bled pozicionira vsako leto na veslaškem zemljevidu, se pojavlja in dejansko skozi to regato gredo praktično vsi bodoči šampioni. Tako da Bled ostaja kot tradicionalno prizorišče, obenem pa neka, bom rekel, valilnica vseh teh novih šampionov. Ta regata ni samo tekmovanje, ampak da dejansko ima nek še večji doprinos. Ima res hudo tradicijo, tako da skušamo nekako graditi dogodek, ki ima še neke druge pritikline, tako da obenem, ko tekmovalno delamo tudi za ta suport in pa tako recimo, bom rekel, krepimo tudi sodelovanje z blejskim turizmom, ki smo praktično zdaj prvi po biatlonu prišli s kar z velikim štiljem ljudi in pa nočitev. Po oceni predsednika organizacijskega odbora Petra Fajfarja je bila tokratna regata izredna v več pogledih. Imamo veliko število tekmovalcev, veliko število držav. Lahko rečem, to je ena boljših, bolj obiskanih in kvalitetnih regat zadnjih let. Vsekakor je vzrok mogoče tudi temu covidnem letu, zato ker je manjko regat, veslači so željni tekmovanja in to so res veseljem prišli na Bled in pričakali smo ne samo z dobro organizacijo, ampak tudi z izredno lepimi, z dobrim vremenom, dobrimi pogoji veslanja in mislim, da uživajo. Med mladimi upi blejskega veslaškega kluba je tudi Jana Dremelj, ki je v sobotni tekmi v enojcih med mladinkami dosegla 3. mesto. Bronasta medalja za Slovenijo, Jana Dremelj! Jaz sem zelo vesela, pa tudi kar malo presenečena, pa upam, da bo šlo tako naprej. Danes popoldne bom nastopila še z Ruby Chop v dvojnem dvojcu, pa še jutri nastopam v četvercu še isto z Ruby Chop, pa Njeze Maki, pa Brino. Kako naporne so bile priprave v novih razmerah? Ja, bilo je res čisto drugače, kot smo vajeni. Smo pa še vseeno imeli kakšne skupne treninge, pa tekme samo pač iz domače konkurence. Tako da je to danes bilo kar tako nekaj novega. Ja, letos se veliko bolj pozna, kot pa se je lani. Tudi letos imamo malo daljši proces izbiranja za reprezentanco, tako da tudi motivacija je kar niha, moram reči, pri vseh. Po sobotnem finalu enojcev je med mladinkami nastopila tudi Ruby Chop, članica domačega veslaškega kluba in osvojila 4. mesto. Z današnjim nastopom nisem ravno zadovoljna. Mislim, da letos je bilo kar naporno trenirati glede na razmere. Smo lani lepše skozi prišli, ampak je pa še prostor za napredek, tako da upamo, da bomo čez poletje to pokazali in le natrenirali.
Čez 2 meseca nas čaka svetovno prvenstvo, tako da zdaj je definitivno cilj sestaviti reprezentanco in seveda dovolj hitre čolne, da bomo lahko dobro nastopili tam. Nato pa naprej oktobra evropsko prvenstvo, vmes pa mogoče še kakšna večja regata. Miha Pirih, glavni trener domačega veslaškega kluba, nam je razložil, kako so se uspeli prilagoditi nastalim razmeram in zagotoviti trening. Smo tudi mi mogli sprejeti določene ukrepe. To pomeni, da se je večina treninga izvajala doma, individualno. Razdelili smo našim članom te veslaške ergometre, treninge pa smo jim pošiljali po elektronski pošti. Večkrat smo se srečali na teh zoomih slavnih. Takoj, ko so pa razmere omogočale, smo se pa začeli seveda na varni razdalji srečavati tukaj na jezeru, najprej samo za tiste z ustreznimi statusi, pol kasneje pa tudi z ostalimi. Tako da veslanje ima to prednost mogoče pred skupinskimi športi, da se vseeno na primerni razdalji treningi lahko izvajajo, tako da smo pretežno bili v enojcih. Zanimalo nas je, ali je povsem nov način treninga vplival na pripravljenost in motivacijo veslačic in veslačev. V tem momentu ne znam oceniti. Zdaj zaenkrat kaže, da bistvenega vpliva ni bilo. Ne vemo pa, kako se bo zgodba razvijala naprej v tej sezoni. Absolutno pa ni optimalno. Tak način priprave, se pravi na Zoom ali pa na daljavo. Boljše bi bilo seveda, če bi se normalno srečavali, več pestrosti treninga se da omogočiti tudi interakcija med njimi, posledično motivacija za izvajanje težkih treningov je boljša. Ampak se pravim, tisti naši najboljši so treninge vzorno oddelali, tako da pri njih zaenkrat ni večjih odstopanj. Pričakujem pa, da jih tudi ne bo do konca sezone. In kdo so po mnenju glavnega trenerja mladi upi domačega veslaškega kluba? Trenutno imamo dobro garnituro mladinskih veslačic, tudi mladinskih veslačev seveda. Zdaj Jana Dremelj, Rubi Čop, Ela Bajec, Maša Čurkina pri puncah, Jure Hojkar in Gabriel Potočnik pri mladincih. In tudi z njimi imamo največje obete za velika tekmovanja letos. Tekmovanja so se sicer udeležili vsi slovenski kandidati za državno reprezentanco v vseh 3 kategorijah: mladinci, člani do 23 let in člani. Pred organizatorji pa je že naslednji večji izziv, evropsko veteransko prvenstvo v septembru.